Skok v ledeno mrzlo vodo. Večini izmed nas na kraj pameti ne pade, da bi v mrzlih zimskih dneh ven odšli brez kape in rokavic, kaj šele, da bi se oblekli kopalke in malo zaplavali v Blejskem jezeru. To je za tiste pogumne in eden izmed njih je Luka Turk. Ja, plavanje me že od skozi privlači. 3 leta nazaj sem pa za voljo zdravja se začel malo z mrazom igrati. In zdaj imam tlele eno kombinacijo, torej tisto, kar jaz počnem, se soočanje z mrazom za zdravje, zdaj pa še tekma, tako da skupaj je pa nekaj idealnega zame. Preprosto všeč mu je, pravi. Preden se poda v vodo, ki je imela letos le 4 stopinje nad ničlo, opravi svoj ritual. Ja, normalen odločitev v glavi, jaz sem najboljši, to je to. Kar se pa tiče ogrevanja, sem si pa ustvaril eno rutino že skozi moje dolga leta v plavanju in počnem tisto, kar mi je fajn, da lepo ogrejem telo in se mentalno pripravim po en skok. Tako kot vsako tekmovanje, tudi pokal Bleda v zimskem plavanju od posameznika zahteva določeno mero fizične in psihične pripravljenosti. Po opravljenem izzivu pa se počutiš nepremagljivega, pravi Luka Turk. V bistvu zdravje pa premagovanje samega sebe. Ker normalno vsaka pomisel, da skočiš v vodo, ko imaš 4 stopinje, da si malo nor. Ampak dejansko, ko ti to spremeš in nekaj takega premagaš, tudi vse ostale stvari v življenju so te veliko lažje, za katere si prej iz muhe delal slona. In tlele tudi zmaga se skriva v tem noter. In zmagovalci so prav vsi. Tisti, ki so v Blejsko jezero skočili s skakalnice in tisti, ki so se pomerili na 25 in 50 metrski razdalji. Teh je bilo letos okoli 60. Največ je bilo udeležencev iz Slovenije, prišli pa so tudi plavalci iz Hrvaške, Češke, Makedonije in Belgije. Za postavitev proge in varnost so tudi letos poskrbeli člani Društva za podvodne dejavnosti Bled. Na že 7. tekmovanje, ki ga v kopališču Grand Hotela Toplice organizira Turizem Bled, je prav iz Belgije prišla naša naslednja sogovornica. Bled is very well known between swimmers. They love it. Some English people came a few years ago, so we heard about it and we came again 2 years ago and we just loved it and came back this year. Večkrat že na Bledu, a prvič kot udeležence na zimskem plavanju sta bile tekmovalca iz sosednje Hrvaške. Preporučam svakomu u dobroj kondiciji uz nekakvu određenu pripremu koju ja nisam imao do duše. Nek proba, općenito nek se probaju stvari. Ovo je, pogotovo poslije treninga, jedno fantastično iskustvo. Fantastično. Baš prosvjetljenje, ajmo tako reći. Poslije budemo nadrealno euforični poslije te vode, valjda ne znam, endorfini ili već ne znam što, tako da budeš. Znači, probao sam svašta, nekakvih od stimulansa do kave, pića, alkohola, ali ovo je najveća droga i da, uživamo. Zala Pirih je tako uživala, da je po odplavanih 25 metrih v svoji skupini še enkrat toliko odplavala v drugi skupini skupaj s prijateljico. Enkrat ni bilo dosti, bilo treba iti kar 2-krat. Mogoče bom šla še ta 3., prijavljena sem še za 50 metrov, tako da ja, kar se navada, še kar fajn. Veteran v blejskem zimskem plavanju, ki ni izpustil še nobene tekme. Še pred nekaj trenutki v hladni vodi, nato pa že z nasmehom na obrazu in pustno opremljen pred našo kamero. Načeloma imam eno volneno kapo na glavu, letos sem pa tole masko dal, ker čebele medijo, ampak tole rundo pa bolj ledijo, kakor medijo. Ob pogledu na tekmovalce, ki so se pri 0 stopinjah podali v mrzlo jezero, je zeblo še vse gledalce, ki so jih s ploskanjem spodbujali. Med njimi je bil tudi župan občine Bled, Janez Fajfar. Ni prav tako enostavno, tako da so kar heroji. To je kakor vsak šport. Nek na meji med korajžo in neumnostjo v bistvu. Župan se je v jezero podal leta 2010, ko je Bled gostil svetovno prvenstvo v zimskem plavanju. Letos pa se je opogumil direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj. Je prav se mi zdelo, tako da probamo, da znamo to pol tudi drugim predstaviti, pa jih povabiti. Pa plavalcem sem treniral 8 let plavanja, tako da ne bi smel biti hudega. Na prireditvi je bilo čutiti pozitivno energijo. Vsak, ki je opravil s progo, je iz vode prišel z zadovoljnim, ponosnim izrazom na obrazu. Tudi pingvinčki so se ob skokih v vodo izredno zabavali. Enkrat in nobenkrat pravijo, zato so nekateri v jezero skočili kar večkrat. Ja, tole je bil grevalen skok, tako da drug let gremo poplavati.